Im Hinblick auf das Kirchenfest Ihre Kirchen hier bei uns anzubieten und zu präsentieren. Und es freut mich ganz besonders, dass der Bürgermeister Župan Franz Music hier persönlich ist. Herzlich willkommen. Prav gotovo gre vsa zahvala mestni občini Celovec, da smo danes Brici tu z našo slastno češnjo in da nam je omogočeno, da tu se predstavljamo. Prav tako gre zahvala tudi ACC-ju iz Celovca, z Bernardom in Filipom na čelu, da so organizirali to srečanje, ta dogodek. In prav gotovo tudi Orefeju, ker tudi on vem, da je kot partner v tej promocijski akciji. Der hat gesagt, Sie haben es im Blut und er wird das rauskriegen. Und ich gesagt, ja, wenn er mal Zeit hat. Univerzitetni je povedal, da ima v krvi, da se slovensko nauči. Je rekel, da spet isti problem, da naj ne razume, če slovensko govori. Ja, in najlepše se naučiš, če si v vinoteki. Also man lernt am besten Slowenisch, wenn man in der Winothek ist. Ja, genau, so wie überall auf der Welt. S tem, ko se Brici pojavljamo tu v Celovcu, prav gotovo, da znamo povabiti tudi ljudi v Brda in v širši goriški prostor. To je za užitek, recimo, bodočega poletja. Srečo imamo mestno občino Celovec, katera nas že tretjič vabi na to prireditev. Danes smo se tudi pogovarjali sicer s podžupanom, da to srečanje postane tradicionalno, brez dvoma, da bomo to Brici izkoristili. Tudi naši predelovalci češenj so več kot zadovoljni, ker so vse količine, ki so bili pripeljane gor, tako jih prodali. Se pravi, da ta mini prazen češnji tu v Celovcu je zelo uspešen. Ich warte schon auf Sie. Ja. Ona že čaka na tebe, cel dopoldan. Ja, danke. Hvala, kako se lepe, a so dobre tudi. Ja, tudi dobro. Povezovanje med Slovenijo in Koroško se mi zdi zelo, zelo važno. Kajti na eni strani smo tu koroški Slovenci, na drugi strani imamo matično deželo v Sloveniji. In važno je tudi, da na Koroškem zasije lepo sonce sožitja, dobrega sožitja. Zelo važno je, da izpostavimo to, kar dobro znamo, kar imamo dobrega, naprimer češnje z Goriških Brd, pa vino dobro iz Slovenije, in na drugi strani pa delamo skupno na kulturnem in jezikovnem področju. To se mi zdi zelo, zelo važno, seveda tudi gospodarstvo. Imamo tudi še eno zadevo, ki bi jo bilo smiselno rešiti. Obisk, ki ga imamo pri teh praznikih češenj, ki jih prirejamo v Avstriji, je enkraten. Seveda je pa treba tudi zraven povedati, da ob tem je treba videti tudi izredno promocijo za regijo, ne samo Brd, ampak cele goriške regije, tudi Republike Slovenije, ker promocija je enkratna, ker vsi časopisi, televizije in tako naprej o tem poročajo. Brici nismo s češnjo prvič tu v Celovcu, tudi naši predniki so tu prihajali pred dobrimi 100 leti, celo so bili že tu. In zelo zanimiv intervju sem imel z hišo Orefe, ko je vprašala, kako je bilo takrat. No, kaj naj rečem, sam ne vem, kako je bilo, vem pa samo, da niso imeli tako idealnih pogojev, kot jih imamo danes. No, jaz mislim, če bi narodi, države, takšno povezovanje živeli, kot ga živi občina Brda z partnerji v Avstriji, namreč, da omogoča ne samo izmenjavo kulturno, gospodarsko in tako naprej, ampak predvsem z takšnimi prireditvami omogoča srečanje prebivalcev, stik s kulturo, stik z jezikom in s tem stik z regijo, potem bi vsi bolj razumeli, kaj Evropa res pomeni. Morda bi se bolj zavedali tega, da je Evropa projekt, ki ga moramo zaščititi, ker je to projekt miru in tiste tisoče žrtve, ki jih imamo in je nam poznano iz Prve svetovne vojne, iz Druge svetovne vojne, nas ravno na to opominjajo, da je to posebna vrednota, za katero so oni dali življenje. In nam je danes treba samo to Evropo živeti in politika, ki je za to odgovorna v Bruslju in v parlamentu v Bruslju, bi se morala tega bolj zavedati. Manj delati za lastni žep, bolj za prebivalce v tej Evropi.
take prireditve povezujejo narode, potem res častitam in se zahvalim. To je res nekaj, kar se moramo zdaj postaviti v ospredje in Evropa lahko samo preživi, če ne polariziramo, temveč če skupaj organiziramo, če skupaj prirejamo, ker vsi smo Evropa. In vsak od drugega lahko profitira, če hoče. In mislim, take prireditve, to je medsebojno življenje, če to lahko rečem, tudi vzbujanje zaupanja, stvarjanja, sožitja in to je bodočnost. Zaradi tega hvala, da ste prišli k nam in čestitke. Ali smo kot narodi že sposobni živeti skupaj? Ja, also wir haben ja heuer das 10. Jahr. To je bilo tako, da je 10 let Evropske unije, Slovenija pri Evropski uniji in seveda, da se je v tem času že veliko spremenilo, to se pravi, da so meje padli tudi v glavah, ampak še ne povsod in to se mora nadaljevati. In če pogledaš, koliko ljudi prihaja sem, je to en tak dokaz, da se to razvija na bolje. Der richtige Weg, den wir noch weiter beschreiten müssen und intensivieren müssen. Pozitivno vzdušje, pozitivno sožitje, to je nekaj enkratnega in predvsem najbolj pomembnejšega za bodočnost. Und das ist natürlich auch ein Zeichen, dass nicht nur Villach sozusagen am Schnittpunkt dreier Kulturen liegt und sozusagen auch ein bisschen... To ni samo dejstvo, da je Beljak tukaj na stiščišču treh kultur, ampak to je enostavno prijateljstvo, partnerstvo, ki nas povezuje, to je Evropska unija, ki nas združuje in to globoko partnerstvo, to globoko sodelovanje na vseh ravneh, kulturni ravni, gospodarski ravni, nas krepi v tem prijateljstvu in v tem sodelovanju in temu ne bo tako za prihodnost. Funktioniert und ich denke, das ist das Schöne, wenn wir gegenseitig an diesem Mehrwert der Gemeinsamkeit profitieren. Češnja in rebula gresta nekako z roko v roki. V bistvu sta dve stvari, na katere smo v Brdih še posebej ponosni in tukaj ne smem pozabiti omeniti tudi to, da v bistvu ne češnja in ne rebula ne bi tako uspevali vsej tej svoji lepoti, če seveda za to ne bi poskrbela pridna briška roka. In mislim, da te predstavitve, ki jih občina Brda pelje tu na Koroškem, so več kot uspešne. Prijetno bilo se pogovarjati z ljudmi, ki poznajo tako rekoč vsako vas posebej v Brdih in se pravi iz tega, da ljudje na veliko prihajajo že v Brda in na Goriško. Mislim, da to mora postati neko kontinuirano delo. Želel bi samo še to, da bi se v ta dogajanja prepoznavnosti Slovenije vključilo več akterjev, to ne more biti stvar samo ene občine. Zakaj tak reke solze